Zakaj DNA, novi album benda Dan D poje o poslednjih rečeh, kot so DNK, genetika in mutacija, mi bodo pojasnili Tokac, Nikola Sekulovič, oba člana benda Dan D in magistr Marko Smolič, direktor Inštituta za DNK raziskave. Zdaj, rock bendi razpadajo, umrejo. Vi še niste. Šli ste pogledati svojo DNK, kaj ste videli? Pa videli smo veliko stvari. Prvo, nekaj, kar ni optimistično, ljudje smo si zelo podobni in v zelo malem procentu se razlikujemo. In to je en tak misterij, ko pogledamo, a so to begunci, a so to druge rase, pa rečemo, drugačni. V resnici ne bistveno drugačni. V tem malem, ker smo pa drugačni, se pa dogaja sfera zanimivega. Torej, v ta malem delčku je zgodba, kjer lahko komuniciramo na nek drug način. Muska, rock bendi, bojim se pa, da je temelji bolj na podobnosti, bolj na replikaciji, kot na tistem različnem. To je mogoče razlika. Rock bendi si skušajo biti vsi podobni drugemu. In to, po mojem, ni treba gledati radijskih programov. Ne, pa da se ljudje ne matrajo, da imajo občutek skozi, da isti bend poslušajo. Varnost, doba ugodja, sfere in tudi nove stvari, ki pridejo ven, niso toliko nove, nego so replikacije nekih starih trendov, pa industrija reče, da je nekaj novega. In to je za nas pač malce zaskrbljujoče in tudi vprašanje, nismo se zaradi tega začeli z muziko ukvarjati. Začeli ste se z muziko ukvarjati, še vedno ste tle, Tokac, ne, glej, zdaj, vi si očitno ne želite razpasti. Skušate kontrolirati svojo prihodnost, videti svojo prihodnost. Zato ste pogledali v DNK. A je to to? Mogoče je to bil način, da se izognemo razpadu, ampak razpadamo itak vsi, to je dejansko stanje. Važno je dejansko, kaj poskušamo narediti v tem času. Poskušamo se ohraniti, kot sem rekel, z eno nogo smo vsi v grobu, mi nočemo še umreti, to je dejstvo. Vse, kar smo hoteli, je pa ne iti po isti poti in ne biti tisti, ki na plakatih napovedujejo še naslednjih 40 let v isti formi. Misliš, kot Rolling Stones, ali kaj? Ali pa Parni Valjak. Ampak v vsakem primeru iti v neko neravno, nevarno področje, v katerem se tudi iskreno mogoče šele zdaj poskušamo znajti, ampak je bolj zabavno, je bolj igrivo, je bolj tisto, kar smo počeli, ko smo bili 15-16 let stari. Skratka, čas replikacije je potekel, prišel je čas, da mutirate. Absolutno. Ok, samo k tem še vrnili. Zdaj, boljš, da so pogledali v DNK kot pa v Biblijo, ne? Genom je debelejši od Biblije, ne? Ja, za 8-krat, ne. Se pravi, genom je na 8 Biblij, ne, če okrog tega govorimo. Ampak živimo v dobi, ki je obsedena s podaljševanjem življenja, genetika, genom, DNK in tako naprej. Ali si lahko rock band podaljša življenje, če pogleda v drobni tisk genetike? Jaz mislim, da je to en pogum kot prvič, ne. Zdaj, vsi pogumni ljudje so pa lahko hitro umrli, ne, ali so pa zelo dolgo živeli, ne. Ampak vse bolezni so tam zapisane, ne? To je res, ne. Zdaj, band pogleda, vidi vse bolezni, ki ga čakajo. Oni so šli bolj v poizkus, ne, če to z genetiko presmeren, kako to zmutirati, ne, ali pa kam zmutirati, ne. Zdaj, kam bojo zmutirali? Mutacija je lahko pozitivna ali pa negativna. A lahko te bolezni, ki so zapisane noter, izklopijo? Oni? Po moje lahko, če bojo dobro muziko igrali. Ampak genetika lahko napove tudi tvojo smrt, ne? Tudi, ja. Mislim, zdaj tako precizno. Smrt benda? To je zdaj provokacija, ampak da bi šli toliko daleč, da bi napovedali smrt, ne, pač pa ti povedali določene predispozicije v določeni verjetnosti, ali za en talent, ali pa za eno pol negativno ali pa pozitivno stvar, ne. Tako da mislim, da treba to na ta način gledati. Zdaj, Nikola, tle zdaj pojete o poslednjih rečeh, kot sem rekel, DNK, genetika, mutacija. Zdaj, to niso lahke teme, ne? Borba je tukaj na večjih frontah. Eno je ta kreativni pol, drugo ljudje, ki muziko poslušajo, imajo radi, pa še nek cel kup ljudi, ki so vmesne. Teza je namreč, da je folk butast, zabit, zasut z informacijami, da ne more sprocesirati težjih vsebin, in to poznamo vsi mi, ampak v resnici jaz ugotavljam pri sebi, pa mislim, da vsi mi, takrat, ko odvališ neko količino časa, energije, pozornosti, denarja, za nekaj, kar je pa malo več kot goli entertainment, a muzika danes je bolj ali manj gola zabava. Tudi rock mora reči, da je izgubil kontakt s socialnimi gibanji. Socialna gibanja pa rock ni več povezave. Z angažmajem ni več to, kar je bilo. Pač je to nek marketinški produkt, ki ima svojo funkcijo in to je neko glasbeno ozadje nekih drugih dogajanj in muzika je res banalizirana. Zdaj pa te neke malo težje vsebine, meni je to komično, res tretiramo sami sebe pa neke ljudi okrog
sebe kot butle, ne. Pa to so isti ljudje, ki so, ne vem, včasih sproducirali Pink Floyde ali pa Kraftwerke ali pa, ne vem, vsebine, za katere danes ne smatramo, da so ne vem kako zahtevne. Danes, če bi se kaj takega pojavilo, to bi bilo blasfemija, ne. Torej, jaz ne verjamem, da smo res vsi taki butle, ne, tako da mi pač pravimo tukaj raziskati, koliko imajo ljudje še potrpljenja, pozornosti, časa. Za težke teme, za posledne reči. Ker ni tako težka, ne. To je ravno ta paradoks. Vsi nam govorijo, da je to naš samomor, da je to konc zgodbe, veš, tako lušen band ste. A ste to še vi? A ste to še vi? Tokac, glej, poglej v resnici oči. Tvoj vokal je ustvarjen za težje, bolj zapletene teme. Meniš? Ja. Menim. Mislim, da sem tudi, pa tudi, mislim, tekste sem si tako nastavil, vokal sem spremenil tudi, to je dejstvo. Sem šel proti nižjim registrom, torej težje se slišim in težji sem nasploh. Nisem več tako lep in mlad, kot sem bil, da bi bil Mick Jagger, svakemu čast. Torej, neke druge stvari me bremenijo, neke druge stvari me tudi interesirajo in grem po neki svoji poti in svoji inerciji in tudi, če je to neki samomor, kot ti praviš, tega se mi ne bojimo, niti nas straši kaj preveč. Ja. Zdaj, genetika igra po malem Boga, ampak tudi Rock ima božji kompleks. Med hoče čim večji vpliv na čim več ljudi. To že od nekdaj, zdaj še toliko bolj. Absolutno, ne. Sej, v bistvu cilj človeka je pravzaprav nekako ena kontrola, ne. Zdaj seveda, če gremo zdaj na ta prostor v genetiki, mi z genetiko lahko ugotavljamo določene predispozicije, se pravi pozitivne, negativne talente, bolezni in iz tega v bistvu sklepamo ali pa nekaj lahko popravljamo ali pa nekaj izboljšujemo, ne. Se pravi, mi dobimo eno informacijo, zdaj s to informacijo lahko naredimo pa dobro ali pa slabo, lahko nas frustrira, ne. Tako nas lahko tudi verjetno muska zafrustrira ali nas pa spodbudi, ne. Tako da jaz vidim tle ene paralele, ne. Zdaj, kar se tiče pa genetike, pa konkretno tega projekta, je bilo pa tukaj v bistvu narejen DNK profil, tukaj nismo prišli do enih bolezni ali pa nečesa takega, ampak smo prišli v bistvu točno do identitete, se pravi identitete posameznih igralcev. Ja, slekli ste jih do DNK. Tako je, zdaj se pravi, če bo kakšna... To je bolj kot do dolga. Ja. A je preživetje roka, glasbe, odvisno od teh, ki mutirajo? Ker vi zdaj pač ste mutirani. Ne, jaz mislim, ne, preživetje, to bo trajalo še nekaj časa, odvisno od uspešne replikacije, po mojem, ne. Mutacije so pa tisto, kar te pele ali v maloro, ne, ali pa v evolucijo. Ampak vi ste se tle iztirili. Ja, in to je stirjenje, da se zato pravim. Vi ste malo naskočili sami sebe, malo ste se posilili. Absolutno, moraš se, ker moraš iti iz te sfere ugodja, ne, in enkrat, ko se zaveš vplivov okolja, ne, in to nismo imuni, nihče ni imun na to, ne, ampak ravno to vprašanje identitete, kdo si, kaj si, to je vprašanje, ki se postavlja že 4000 let pisane zgodovine, pa verjetno še prej, ne, ampak to igranje Boga, mislim, da vsi mi, vsak od gledalcev, pa tudi, rečemo, novinarji, ne, se bi vsi mi želeli raj svet malo bolj po svoje podobe, ne. Mislim, da se... Ja. Ne. Tokrat rock ste spet zakomplicirali. Dovolj je bilo poenostavljeno. Je to to? Zakomplicirali smo sebi, ampak ko smo ta gordijski vozel poskušali zdaj odplesti, niti ni tako komplicirano. Mislim, da so neke katarze se spet dogajajo, saj pri enih članih nismo vsi enaki, to je dejstvo. In mislim, da bo ena od rešitev prišla na koncu. Tokrat zdaj boš prišel v Tokca. Tako, zdaj veste, vidimo ponedeljki sta v isti kanal, v živo, tole pa je Sonce 2, Dan D, album DNA.